To je, mislim, da četrta dostava danes, glede na to, da so razmere take, pač nam bojo sol dovažali sproti, koliko se da, ker smo pač gledamo na to, da so zaloge vedno zadostne, da nam tega ne zmanjka. Tako koordinator zimske službe Tomaž Černec na dan, ko je Maribor prvič po dolgem času pobelil sneg in je na delo poslal vse razpoložljive plužne enote. Plugi so po dogovorjenih poteh plužili in posipavali ulice in ceste, v bazo so prišli le takrat, ko je zmanjkalo posipnega materiala. Oprema pa trpi, nekaj manjših težav z opremo je že tudi bilo, tu smo videli en traktor je spustil dušo na nek način. Tak je, material ni narejen za to, da bo delal 48 ur v eno. Tega se moramo zavedati, da sproti odpravljamo stvari, poskrbijo 4 mehaniki, ki so nam neprestano na razpolago, skupaj z podpornimi službami materijala. Tako da trudimo se, da pač napake v najkrajšem možnem času odpravimo. Kaj je bolj najpogostejše, recimo se zgodi? Najpogosteje kakšna cev za hidravliko, kakšni hidravlični motorji, kakšna cev za hlajenje. Tako pa Černec komentira torkove težave, ko je sneg ohromil promet, na zimsko službo pa so leteli očitki prebivalcev, da njihovi plugi niso bili na terenu. Dokler je plug v mirujočem prometu, v nekem zastoju, je enako kot vsi ostali avti tam in nima svoje funkcije. Tudi pluženje s hitrostjo 2 km/h ne naredi ničesar. Tako da ravno z tega vidika mogoče apeliramo na občane, da se odpravijo na cesto v teh razmerah, če je to nujno, pa se ne povzroča neke gneče po nepotrebnem nabližju, da lahko mi opravimo svoje delo. Da pa lahko zimska služba nemoteno in kvalitetno upravlja svoje delo, Černec poziva. Avte, prosim lepo, iz pločnikov pa iz cest, sploh v manjših spalnih naseljih, v ožjih ulicah prestaviti na dvorišča drugam, da plugi, ki so široki tam približno 3 metre, lahko peljajo po cesti, ker drugače pač ne moremo skozi določene ceste. Upoštevajo ljudje ta priporočila, da umaknejo avto na varno, da lahko vi plužite? Odvisno, zdaj ki tudi. Sami, ko se morate odpraviti na pot, se jezite nad nespluženimi cestami? Niti malo ne, ker vem, kak je situacija. Tako da to se sploh jaz ne jezim. Voznik pluga Žan Verbič je že več kot desetletje član Nigradove zimske službe. To na začetku sem bil na pločnika. Na malem traktorju, nekaj polet, pa na tovorjaki. To je bolj zanimivo, kot pa pločnik. Pa tudi bolj zahtevno, tu smo videli, robovi ceste se ne vidijo, s plugom je treba biti kar pazljiv, ne? Ja, robniki, cesta, taki so tudi koli snežni, ko sploh ni pločnika, tam še ta gre. Najbolj pa tu je ulica, ne? Kaj pa ti ležeči policaji, čez njih je pa treba še posebej previdno voziti, ne? Ja, tako, ko je kopno še vidiš, v snegi pa tudi včasih malo te preseneti, kaki. Telefon zvoni neprestano, na vse klice se ne moremo odzvati, ker je to preprosto fizično nemogoče. Prosimo pa za strpnost, vidite pa sami, da smo na terenu v polni razpoložljivosti, pa da se trudimo bitko z vremenom.